začetku zadnje četrtine prvenstva poraz v Celju 0-1 in zapravljena priložnost za zmanjšanje razlike na vrhu lestvice. Celjani so po zaslugi boljšega prvega polčasa prišli do pomembne zmage v boju za naslov prvaka. Maribor kljub boljšem drugem polčasu s prvim porazom v letu 2026. V primerjavi z zadnjimi tekmami nekaj sprememb po prvi enajsterici. Poškodovanega Benjija Teteja je v konici napada zamenjal Dario Wiesinger, medtem ko je tokrat na krilu začel Hilal Sudani, Tio Cipot pa na klopi za rezerviste. Trenutek odločitve že v 10. minuti, ko je po izgubljeni žogi po hitrem protinapadu sjajno z razdalje zadel domači branilec Nieto. Nekaj priložnosti že v prvem polčasu za izenačenje neizkoriščenih, najbližje zadetku sta bila Sudani in Pejčič, tudi v drugem polčasu ob boljši igri in menjavah, ki so prinesle nekaj več energije v napadalnih akcijah, pa na koncu ni bilo dovolj za izenačenje. Najzanimivejši trenutki sobotnega obračuna v Celju v nadaljevanju. Ja, prvi poraz, najbolj odločilna tekma, ampak ja, oni so prvi počas bili boljši, mi drugi, v prvem počasu so zadeli. Sami smo imeli ogromno priložnosti, da prijemo do zadetka, ampak ni nam uspelo. No. Tak prvo mesto je izgubljeno, zdaj pa je treba zasigurati drugo mesto, da se gre v Evropu. Odlučio je taj Eurogol Nijeta, zaista gol koji se rijetko viđa na slovenskim terenima i u Europi. Mislim da prvo poluvreme nismo bili pogotovo dobri u tranziciji po izgubljenoj lopti. Stajali smo daleko u defanzivi, dozvoljavali smo njihovim odličnim igračima koji imaju vrhunski kvalitet individualni da nam stvaraju i kreiraju neke prilike. Dođeš u Celje i primiš gol iz kontranapada. Naravno da nije okej, ali kažem, drugo poluvreme zaista sam neću reći ponosan, ali zadovoljan na koji način smo igrali, pogotovo u zadnjih 15 minuta spustili smo Celje u svojih 30 metara, ne pamtim da je ikad u slovenskoj ligi tu spustio da su tako izgledali. Falio je taj gol, opet smo imali sasvim dovoljan broj prilika da postignemo gol i u prvom i u drugom poluvremenu. Nažalost nismo iskoristili i okej, moramo čestitati protivniku. Po prvem porazu v spomladanskem delu sezone, zdaj več kot teden dni premora, čez vikend ni tekme, naslednja tekma pa izjemno pomembno gostovanje v Kopru.